Hvala ti, ker si vzel čas. Okay, ni problema. Smo trajali. Kaj je trajalo? Da smo se zmenili. Ja, eno leto. Sem je kar bolj naroden bilo. Mislim, me običajno vedno sprejmem povabilo. Nikoli, ne vem, če bi bilo kaj čudnega, pa da sem noter v sebi nemiren, pa če sem, ne vem, kakšno oddajo sem tudi že zavrnil. Zaradi tega, ker se nisem tam najdu. Ampak načeloma pa vedno zaradi se predno skupaj pogovarjati ali pa tako na tak način. Tudi jaz to vzamem kot hobi. Ja, se ti se kar pojavljaš na spletu, lahko rečem. Ja, odvisen od praznikov, ker so prazniki takrat malo več, ker tudi potem mnoge zanima, kakšno stvar, zakaj se kaj praznuje in tako naprej. Zdaj recimo mičkam bolj mirno, kar mi tudi zelo paše. Kar je redno, je pravzaprav objavljam na 14 dni preko Aleteje, kakšen vlog, pa dnevno prenašam Svete maše. A to je od korone naprej? Ja, v času epidemije je tako. Kaj pa tudi kar lepa gledanost. No? Na začetku sem bil samo strogo na Facebooku, potem je še televizija T2 pristopila. Tako da še uporabniki televizije T2 so začeli to gledati. Zdaj od novembra, oktobra, pa je še Golica TV zraven. In se to zelo razvija, tako da je zelo lep pogled. No? Vsak dan ob 7, pa v nedeljah oziroma praznikih ob 10 dopoldne. Kako si se pa odločil se malo bolj izpostaviti na spletu? A si kakšne karakteristike videl ali pa kakšne trende v vaši, kako bi rekel, organizaciji oziroma v cerkvi? Ne, se treba prilagoditi? Ne, čisto spontano je bilo. Nisem mislil, da bo to taka zgodba šla. Pač z Aletejo.si, to je pač ta največji spletni katoliški portal. V 6 državah deluje, no, imamo tudi v Sloveniji. Oni so me vabili, da je narediti en vlog za nas in tako naprej. Malo sem videl, kako imajo tako bolj lahko, dostopno vsebino, želijo nagovoriti mlade in starejše ljudi, ki iščejo, ki jim rečemo tako pod narekovajem obrobni kristjani, to se pravi, niso tisti, ki so vsak dan pri Sveti maši, ampak nekdo, ki je bil recimo včasih že ministrant, pa kar še tako, pa je potem mogoče še malo svojo pot, pa želimo tudi njim neko sporočilo dati, tudi njih nagovoriti, to je pravzaprav cilj Aleteje. No in pa sem pa res za njih posnel en vlog, za tistih 500 ljudi bo že v redu. Tisti vlog je potem pa zelo tako viralen in to je bila nekako podskočna deska. Potem so me pa začeli pač malo vabiti, ne vem, prvi je bil Radio Hit Center, pa ostali radi, pa časopisi in tako naprej, malo je bilo za svet zanimiv, da en župnik takole malo ven skače. Nisem je še poznal, potem nisem, pač tako, bilo je zanimivo, no. Jaz sem se pa z veseljem odzival, vedno je bil en starejši gospod, ko sem ga malo vprašal, duhovnik, on je rekel, ti kar pejt, kar ponosno pričuj in oznanje in nič se ne boj, prijazen bod, normalen bod in ne tako. In res, ne, sej, če nekoga zanima razlog, zakaj tako živim, kot živim, zakaj sem se odločil kot duhovnik, zakaj, pa recimo glede vere in tako, ni problem. Imam vedno, se pravi, je moja dolžnost, da dam odgovor. In tako da ja. A si kakšne kritike dobival iz, mogoče iz cerkve ali pa glede iz strani vernikov, da se preveč izpostavljaš ali pa da uporabljaš te novodobne tehnologije, da ni to primerno, no, za to? Ja, so tudi kritike, nikoli pač ne moreš biti vsem všeč, tudi posmehe, sploh na začetku. Zanimivo je bilo, kakšni mediji, tako mi je potem tudi z veseljem mečkano. A ne, če ti nekaj govoriš v video s svojimi izrazi, s svojimi besedami, pa hkrati jih obarvaš, zastopajo, da je pač preko videa lahko nek štos. Če ga ti napišeš v nek časopis, strogo citirano,
pa izpade, da si. Tako sem en parke, za sebe malo tako priušila. Na začetku še nisem tako trde kože, mi ni bilo glih čisto vse, ampak se gre čovek naprej. Kritike so bile, tudi sem mogel dati tudi že kakšen odgovor mojim predstojnikom, pa tako, ampak se nisem šel nikjer nikoli čez mejo. Vedno sem tudi se držal znotraj tistega, kar lahko, tudi vedno nauka. Daj se tudi kaj upečeš, tudi kritika so bile upravičene kakšne. In sem bil hvaležen sploh za tiste kritike, ki so bile mi osebno rečene. Je lepo slišati, če ti nekdo iz tega, ki te ima rad, pa ki te spoštuje, pa reče, da je mogoče tole, pa tako, To je zelo dragocen. Tega sem bil zmeraj zelo vesel in hvaležen. Težko je bilo včasih brati kakšne komentarje, ampak danes sem pa že kar tako imun, da samo še sporočila berem komentarje, redko. To je bolj zdravo, ja. Ja, stisek inbox recimo pa redno spremljam in tako tisto pa tudi se odgovorim. Se mi zdi, da na začetku me je ta zadeva zelo raztresala tudi. Sploh recimo, ko sem kakšno objavil, kakšen vlog, sem potem, vem, da sem pa kar malo ugasil telefon, da ni to skozi notification in pa to, danes smo mi tako vse izklopljen, ker neče narediš, tako da danes je to precej dreč. Tudi vsem tem sem kar malo zrastel kot oseba, neko tako drugo razsežnost, drug pogled dobiš. Niti ne maram slišati, da bi bila to, ne vem, kaj še me včasih ko rečem, ne vem, pa naziva kot slaven, mi gre v bistvu ta zadeva kar malo na živce, kar v slavi pravzaprav ni nič dobrega, je v bistvu samo en tak način življenja, ki je precej težek in je zelo odgovoren. Na nek način lahko tudi rečeš, da slava prenese za sabo tudi kar nekaj ovir ali pa je kar ni tako enostavna reč. In občudujem ljudi, ki se izpostavijo zaradi neke svoje ideje, z nekega svojega cilja, občudujem ljudi, ki dajo svoje življenje na tnalo in učim sveta zaradi nekega svoje, se pravi, ambicije po spreminjanju sveta in tako naprej, ker je to je včasih lahko zelo težko. Ja, sam je pa tukaj ena priložnost še zraven. Priložnost pa je, ja. Ker recimo, če slavo zamenjava za prepoznavnost, imaš v bistvu eno moč sporočilo predajati naprej večjemu številu ljudi. Tako da, če rečeva večje je boljše, recimo, če to rečeva, je pa tukaj priložnost. To je pa pol tisto, ki pa zraven pride, ki je pa velik plus. Če jaz kot ozenjevalec, recimo, kot duhovnik, ki skušam oznanjati svetu Boga in je pa to en velik plus, recimo neko število followerjev in tako, da pravzaprav vzameš kot orodje vse skupaj. Je bilo lepo, ker sem bil, mislim, da 2 leti nazaj pri gospe Zvezdani Mlakar na prvem programu, ko sem imela vdajo. In jaz sem ji lepo rekel na koncu, gospa Zvezdana, hvala vam, da sem lahko bil v vaši vdaji, ker ste mi pravzaprav omogočili največjo prižnico. Danes v cerkvu pač dobimo neko število ljudi, ampak veliko več ljudi je pa zunaj cerkve, se pravi, ki ne pride k maši in jih jaz ne morem nagovoriti z nekimi pridigami, če tako rečem, je pa ta možnost pa mi omogočena, da lahko na tak način spregovorim. Tako da to je pa res en velik lahko blagoslov. Oboje je lahko. Ja, verjetno se tega zavedaš, če to delaš, da je ta plus močnejši od minusov. Seveda, ja, tako. Pa en veselje, normalno, da prinaša neki izziv in je lepo, recimo, tudi v tem smetu soustvarjati neko pozitivno energijo, če tako rečem. Ja, in ti definitivno, vse to bo prišla do tega. Mogoče, če narediva en korak nazaj, odločil si se za en, ne bom rekel poklic, ampak poslanstvo si imel, ti si se odločil, da boš postal duhovnik. Mal me zanima, zakaj?
Kakšna je tvoja bila zgodovina, a se ti je zgodila kakšna stvar, ali je bilo to čistko organsko tekom otroštva? Ja, zelo organsko. Okay. Nič posebenega, da bi imel, prav ne vem, kakšne šoke v življenju nisem imel, da bi zarekel, ne vem, ampak dobro, malo je pogojeno z mojo družino, izhajam, za moje pojme, zelo dobre družine, imam 5 mlajših bratov, krasa starša in na veliki kmetiji. In to me je zelo zaznavalo, zelo pozitivno zaznavalo delo na kmetiji skupaj s svojo družino, starša skozi doma, jaz nisem mogel pravzaprav nikoli nima kaj prikriti. Jaz sem tudi, recimo, ko sem hodil na Škošo gimnazijo, smo včasih tako lepo lumpali pa to in po očeh mi je mami prebrala, ker me je tako dobro poznala. Se ona me je vsak dan videla, ker sem prišel domov iz šole, mi je dala jest in se je z mano pogovorila, kako je bilo v šoli in tako naprej, sprašvala in nisi tako, in vedno je bil vse to nekako odprt odnos in res smo zelo veliko se pogovarjali, skozi smo se družili, skozi smo delali in je bilo to nekako en tak res lep način življenja. Tako da vem, kaj pomeni imeti en način življenja, ki prevzameš odgovornost, pa prijetno s koristnim. To je pri nas na kmetah in tako da tukaj sem dobil nek način življenja, ki je zelo podoben duhovništvu. S tem, da pri nas doma smo neko normalno verni, zdravo se mi zdi, ni nek fanatizem ali pa neko, ker lahko, ni v tem smislu, vera nam je bila vedno kot pomoč v življenju, kot nekaj, kar te dela svobodne, kar te dela veselega, kar da neko začimbo v življenju posameznika, ne kot neko oviro ali pa nekaj, kar te bi mogel matrati ali pa kar te tlač. Tako mi je bila strani staršev predstavljena vera in v tem sem gor rasel. Pa sem imel res tudi dobre duhovnike v moji župniji, sodeloval sem v župniji kot ministrant in so bili taki normalni možakari, ki so, ne vem, sem dobil v njih tudi en lep zgled, tako da sem zgubil strah, da pravzaprav to bi lahko tudi jaz bil. Sama odločitev za duhovniški poklic ni bila čisto enostavna, malo sem tudi odlašal, malo sem tudi kot cincal, če bi, ne bi, ne vem, No, ampak jaz sem res po Aškerčevi gimnaziji sem se takoj pisal na teološko fakulteto, tudi zaradi tega, ker vse druge fakultete so bile takrat zaprte, za mene osebno, ker sem imel v 4. letniku prvič v življenju popravca in sem mogel najprej popravca narediti, potem sem šel pač na drugi rok mature polet, maturo sem sicer naredil in vse je bilo že zaprto, malo sem se prej bolj spogledoval s FDV-jem, kakšno novinarstvo ali pa filozofija. No, edina teološka fakulteta je bila pol v drugem roku, narejene mature odprta še, prosta. Sem šel pa pol tja. In tam sem se strašen fajn imel, se mi zdi zelo dober študij, zelo fajn fakulteta. Večino sošolcev sem imel pravzaprav, ki niso bili, ne vem, prav z nekih cerkvenih krogov, ampak so bili študentje in študentke, ki so recimo tudi iskali odgovore na smisel življenja, odgovor, zakaj trpljenje in tako naprej. In mislim, da tukaj teološka fakulteta daje en zelo širok odgovor, da neko širino za življenje in ni tako zaprta oziroma omejena, ampak tudi profesori in profesorice, ki so na tej fakulteti, so taki zelo razgledani, tudi kar se tiče življenja in izkušeni. Tako sem se zelo dobro tam počutil in med 1. in 2. letnikom teološke fakultete sem se odločil še za duhovniški poklic. Tako da od takrat naprej sem se potem še vpisal v bogoslovno semenišče v Ljubljani in od tam naprej pol študiral teologijo do leta 2013. Pri mojih 25 letih sem postal duhovnik. A si bil med mlajšimi? Ja. Bil sem bolj med mlajšimi, ker večina je danes bogoslovcev tako, da imajo kakšno pot vmes, recimo že kaj drug faks naštudirajo, ali pa že kakšno službo celo. Pa se odločijo v kasnejši fazi življenja. Ja, zanimivo. Odločitev je bila torej čisto nekako spontana. Vem pa, da so za mene tudi zadnji molili. Vem za ljudi, ki so me z molitvijo podpirali, ker za ta poklic se mi zdi, da po eni strani je neka racionalna odločitev, svobodna, po drugi strani pa te mora tudi zadeva mičkano veseliti in rad moraš imeti ljudi
in biti moraš tudi veren, ne nazadnje, sej zaradi vere se odločaš, da živiš tak način življenja, ki ga živiš. Ker je tudi malo drugačen način življenja, je tudi kakšna odpoved, ki ni vedno samo razumsko opredeljena, ampak je tudi ima neko jedro v zaupanju in pravzaprav v veri in je taka zadeva, da nek odnos z Bogom moraš nujno imeti. Ni nekaj samo, kar je naučeno, ampak da iz tega pravzaprav živiš. In če si znotraj tega, pol to gre. Ja, veš kaj me zanima, ne? A imaš kdaj situacije ali pa a se ti kdaj vera omaje ali pa a kdaj podvomiš v obstoj Boga? Ker ti imaš, mislim, jaz si predstavljam, če bi bil na tvoji poziciji, ker si rekel, moraš imeti vero v Boga, zato ker pač si duhovnik, ne? Ja, je kako logično, ne, da duhovnik veruje, ne? Ja, mislim, to bi bil pol problem mogoče, ne? Bi bil, ja. A imaš daj kaj s tem izzive? Zdaj, da bi prav, ne vem, kako dvomu ne. Zaenkrat nisem prišel v fazo, da bi imel prav hud dvom. Bil sem pa v fazi, ko sem bil nekako do vere hladen. Ali pa, pride obdobje v življenju, ko ne čutiš, ali pa ko ne doživljaš, ali pa ko slabše doživljaš. Vsake dokcajta zaradi, ne vem, pride kot neka suša. S tem sem se pa že srečeval, pa se mi zdi, da je to tudi zdravo za neko duhovno rast. Se pravi, da, ne vem, kako bi to opisal, to doživljanje. Se pravi, tudi, ko prestopiš k sveti maši, ko darujem sveto mašo, se včasih zgodi, da nič posebnega vmes ne doživljam. Da mi je tako hladno. Včasih pride tudi kakšna stvar, ki ti je odveča, ne, in ti je težko. Se ti ne da. In se vprašaš, mislim, tako v tem smislu, a res moram pa tako, ne? Takrat vidim, da mi sveti na rdeča luč, ker se rabim, recimo, glede tega pogovoriti. Takrat se je res fajn ustaviti. Se hvaležem Bogu, da to pazim in da se takrat je mogoče fajn, pa še tak duhovni servis. Jaz se ustavim pri kakšnih patrih. Ne vem, zelo rad grem v Škofjo Loko kapucinom, tam je en brat Joško, smukavec, z njemu se zelo rad pogovorim, ali pa z enim župnikom starejšim, nekim izkušenim človekom, ki mu zaupam in mu povem, kaj se dogaja, da tudi odkrijeva, zakaj pride do tega. In potem se nekako to, ko se malo daš iz sebe, ko se slišiš, ko ti še nekdo drug sliši, potem zadeva postane zelo majhna, enostavnejša in potem gre nekako lažje naprej. Tukaj mi velikokrat pomaga tudi sveta spoved. Glede na to, da sam ljudi k temu vabim, tudi sam zelo rad k temu pristopam, ker tudi ni zmer, meni je samo umevno, da duhovni hod spovedi, ampak žal pa izkušnja tudi kaže, da kar dosti duhovnikov poredko gre spovedi, in je to zanimivo, ne. Jaz pa rad to prakticiram, ker je to neko čiščenje. In lepo je slišati, da ti nekdo tudi odpusti, pa hkrati je zelo dragocen, da se tudi zavidaš svoje nepopolnosti. To lažje razumeš tudi določene zadeve in stiske, ki jih ljudje nosijo. Tako da se glih dvom ne, da preko, da Bog ne obstaja ali pa ali je Bog ali ni, do tega še nisem prišel. Pride pa neka taka suša, ko moram na silo kakšno stvar narediti, oziroma na silo, ko moram nekaj bolj se potruditi, da jo speljem. No, ampak vse to pol kar hitro pride. Mislim, da ta valovanja so nekako normalna. To je zelo podoben kot v odnosu fant-punca. V vsakem paru oziroma v partnerstvu pride tudi obdobje, ko se ne čuta, ko ni neke energije, ko ni neke iskrice, ko je mogoče nek avtomatizem, ko pridejo sivi dnevi, kar ne pomeni isto kot tihi dnevi, ampak tako, nek oblačen. Neko valovanje je, v življenju. In potem takrat moraš pač se držati obljube in takrat se moraš držati tistega, kar si mogoče prej rekel, s teboj želim biti cel življenje.
Sej isto lahko damo prispodobo glede zapovedi in zakonov, ne? Nekdo, ki ima Boga res rad, ki ljubi z vsem srcem, tako kot rečem, recimo apostol Janez vse čas govori o ljubezni, ne? Tak človek ne rabi nekih zapovedi, nekih naukov, mislim, nauk že, ampak ne rabi, se pravi, nekih pravil, ne? Že sam Sveti Avguštin je rekel, ljubi in delaj, kar češ. Ker če znotraj ljubezni ne moreš zgrešiti. In zdaj so pa obdobja, ko pa težje ljubiš in takrat pa rabiš oporo, pravil in zapovedi in tako naprej in so kot neka ograja po stopnicah. Če si zdrav človek, laufaš po stopnicah, brez da bi se ograje prijel. Če te pa šepa, če te kaj boli, če nisi ravnoteženi, pa se moraš, kaj pa prav pridejo take zadeve. Je tam na voljo, ne? Ja. Kaj pa če zdaj tako rečeva, ne? Jaz prej sem delil s tabo, ne? Prej sem začela snemati, da sem bil neko obdobje ministrant, ne? Tako da mal poznam vero na splošno, ne? Ampak recimo, če si predstavljava, da jaz zdaj pridem iz Marsa, ne poznam zemlje, ne poznam kulture, ne poznam, kaj se tukaj dogaja, kako bi ti meni predstavil krščanstvo? Zakaj je dobro, pa kaj to sploh je? Zakaj bi jaz to mogel prakticirati? A se lahko tako lotim? Ja, lahko, dobro vprašanje. Na temelje. No, to je dobro izhodišče. Jaz bi rekel, odvisno, koliko bi imela časa. Pol ure. No, da. Jaz bi rekel... Ker pa bom šel poslušati budista, pa bom šel poslušati še vse ostale. Greš odkrivati, Grem odkrivati, kaj obstaja. To je štos bil, ko so prišli misionarji do enega poglavarja in je bil islamski misionar, je bil, ne vem, kjer še pa krščanski in islamski je rekel, mi imamo lahko veliko žen, je bil čisto navdušen, poglavarju to pa bi mi imeli, sam svinine pa ne smemo je, še malo težje. Tako da vsak ima neki pluse, ki minusa, ne. Dejstvo je, da se pač odločil za eno pot. Zdaj, če pa bi nekemu nezemljanu odgovoril, pa bi dal predstavitev, bi rekel, da je krščanstvo pravzaprav skupnost bratov in sester, ki smo skupaj na poti proti večnosti in da je naš Bog tisti, ki nas ima tokrat, da je zame prišel na svet, samo zato, da me je naučil, kako nekoga imitirati in to mi je celo pokazal na način, da je za mene umrl in svojo smrtjo mi je odprl pot v večno življenje. Zdaj, jaz upam, da bi ta nezemljan zastopil. Verjetno bi imel vprašanja. Ja, in če bi vprašal kaj? Ja, bom se spostavil v tega nezemljana. Bog je vsemogočni, a ne? Zakaj je mogel sebe žrtvovati, da bi nas odrešil? Ja. Zakaj nam ni sam odpustil, oziroma samo odrešil? Ali pa greva lahko na to, zakaj imamo izvirni greh, ne? Zakaj nas je treba odrešiti? Zakaj ne to že avtomatsko raj, ne? Ja, dobro vprašanje. Zato, ker Bog ljubi. Okay. Kaj se je zgodilo? Je Bog ustvaril svet, ko je bilo vse na začetku, to prvih straneh Svetega pisma beremo, da bo kdo rekel, kaj pa evolucija, pa veliki pok in tako naprej. Ja, to vse drži, tako, kar ima za biti. To, kar v Svetem pismu je pravzaprav neke vrste prispodoba. Adam pa Eva govori. Ja, pa tako čisto začetka. Bog nekje je bilo, da je nekdo nekaj ustvaril. In seveda ta stvariteljski načrt je bil Božji načrt in Bog je ustvaril raj in vse te zadeve in ustvaril človeka. In človek je vrhunec stvarstva. Je nekaj, kar je nekaj, kar ima Bog najrajš. Je pa res, da enim angelom to ni bilo všeč. Bili so ljubosumni, da ima Bog raj človeka. In angeli so duhovna bitja. In med temi angeli je bil angel, ki je človeka speljal. Mu je bil kot skušnjava, ker je želel, da bi človek Boga prizadel. In da bi Bog človeka pravzaprav izničil, da bi ga poslal stran. Bog tega ni naredil, poslal ga je iz raja, pa vendar
ves čas Bog čaka na tega človeka in ga ima rad in je ob njemu in ga ljubi in ga neguje. In ko opazuje človeka, vidi, da človek nujno potrebuje nekoga, ki bi ga naučil imeti rad. Kaj pomeni ljubiti po Božje? Ker drevesa ne morejo človeka naučiti, kaj pomeni ljubiti po Božje. Gore tudi ne morejo naučiti človeka, kaj pomeni ljubiti po Božje. Celotna stvar je čudovito in je lep podpis Boga stvarnika, ampak ne zna naučiti človeka, kaj pomeni ljubiti po Božje. In zato Bog pošlje svojega sina. Celo poniža se zaradi te velike ljubezni do nas. On, ki je vsemogočen, postane eden izmed nas, svojo božjo in človeško naravo. In Jezus Kristus, ki je živel in živi med nami, je pravzaprav oznanil to novo Božje kraljestvo, kraljestvo miru, kraljestvo resnice, kraljestvo služenja. Ker ta ljubezen Jezusa Kristusa je pravzaprav ljubezen služenja, da človek sebe daje bližnjemu. Ne gre za ljubezen v romantični obliki, tudi ta beseda ljubezen je zelo zlorabljena, ker danes se lahko ljubezen ogromnih stvari. Ker je pogojna, ne? Ja, ampak Božja ljubezen je pa brezpogojna. Je pa in zelo je pomembna svoboda. Zanimivo, da Bog niti hudega duha ne izniči, čeprav je vsemogočen, pa bi ga lahko uničil, ampak mu da en poseben prostor, ker Boga ni. In to je ta, kakor mi rečemo pekel, samo tam Boga ni, zato ker Bog celo njega ima na svoj način rad. In Bog ne bo dokazoval svoje moči. Je resen poseben naš Bog, no? Rekel človek, nelogičen, pa hkrati tako, v ljubezni tako logičen. In svojo veličino, svoj prestol pravzaprav res razodene na križu in nam naš Bog pravzaprav edino, kar nam, mislim, edini, ki nam pokaže, da je smisel tudi v nekem trpljenju in da je smisel tudi v neki smrti. Recimo, da je on pravzaprav trpljenje oplemeniti. Trpljenje, ki je pravzaprav nekaj, kar se vsi izogibamo, ki je nekaj bolečega, on da pečat, da lahko se tudi v trpljenju delajo lahko velike stvari. To je nošenje križa. Moj duhovniški poklic je recimo sad ene redovnice, ki je bila zelo dobra prijateljica moje mami, ker sem se rodil, me je ona tudi vzela na roče in rekla, z tega fanta pa je smolila. In kmalu po mojem rojstvu je ona zbolila za multiplex sklerozo, kar hudo obliko in je bila pravzaprav 20 let skoraj priklenjena na posteljo. Zelo hitro so ji mišice umirale in jaz vem, da je ona svoje trpljenje, svojo nemoglost, to, da je bila toliko let priklenjena na posteljo, zame tudi darovala in je pravzaprav na postelji garala in delala in vedno mi je bila tako vesela in tako, da jaz tako dan živim tudi to, kar živim. Jaz verjamem v to in jaz mislim, da je ona tudi to zame delala. In takrat orodje, ki je postelja, ki je neki prekletstvo za nekega bolnika, lahko pa postane pa oltar in orodje ljubezni za nekoga bližnjega. To logiko je prinesel Bog nam na svet. In če bi on kar avtomatsko stvari pošlihtal, ker je vsemogočen, ne bi bilo te poti. Ker je v krščanstvu je zelo pomemben odnos. In v odnosu človek raste. Rasteš pa lahko samo na neki poti. Zdaj, jaz sem velikrat recimo šel z nekom peš. Ti z nekom, ki hodiš, ki greš peš ali v gora ali na sprehod in tako naprej, ki ti hodiš se z nekom, recimo, ki se pogovarjaš, se veliko bolj odpiraš. Ko se odpiraš, med vama postaja odnos. Ta odnos bolj je iskren, bolj je pristen, globi pride. In življenje z Bogom je pravzaprav hoditi z njim. To je vera. Vera je pot in on želi, da ga pravzaprav sam spoznavaš. Svojo samogočnost se bo nikdar uporabil za to, da bi omejil in vstopil v tvojo svobodo. Ker
če Bog je upošteva našo svobodo. In ne bo nikdar na silo vstopil. In karkoli na silo narejen glede pri veri, je narobe. In ne bo nikoli prenašal blagoslova, da bi pogojevali ali poroke, ali krste in te zadeve. In to se ne dela. Tukaj ni bilo nikoli ni to pravilo bilo med nami, Bog ne del v zgodovini, ker so se delale tudi težke zadeve in ker niso bile pravilne. Od, ne vem, vojn, ki so nastale z naše strani, do pokrščevanja in tako naprej. Vse, kar je bilo nasilje, je bilo narobe. In to danes pravzaprav nosimo to težko prtljago, ki nam je marsikdo še s prstom pokaže na njo. Kaj pa, če zdaj čist direktno te vprašam? Jaz sem milijon smeri sem imel vmes, ki si govoril, kam bi lahko šla, ne? Ampak tako v življenju ne moraš vse. Ne? Če te tako vprašam, jaz recimo osebno nisem kristjan, če bi jaz tebe vprašal, ne? Po moji smrti, a grem jaz v nebesa, v lupeku, samo zaradi te karakteristike, oziroma ne verjamem v tega Boga, ne? Kaj bi mi ti rekel? To je zdaj, a krščen si? Ja. Ok. Krst je recimo tisto, kar, pa tako rečem, grobo pod narekovajem, vstopnica za v nebesa. Zdaj, jaz se nosim tvojih čevljev in ne vem, kako je tebe pot prinesa do tega tvojega prepričanja, v katerem si. Za moje pojme si ti še zmer moj brat v Kristusu. Enako. Ja, sva si vrata. In za moje pojme živiva pod istim soncem. In če bi ti zdaj umrl, sodbo bi pustil Bogu. Jaz nikdar ne bi rekel nobenemu človeku, ti si pa za v pekel, ti si pa za v nebesa. Ker je to zelo težko. Ker edino Bog vidi v naša srca. Jaz ne vidim tvoje srce, jaz ne vem, kakšna je bila tvoja izkušnja v življenju, iz česa izhajaš, da kakšen način izhajaš. In mislim, da bi bilo zelo nefair, da bi ti rekel, konc je s tabo. Ja. in si na vlaku za v pekel ker še zase ne vem, kam me Bog dal v tem smislu. Sklepam pa izhajam pa iz tega, da je Bog res, da pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo tudi kaznuje, je pa neskončno usmiljen. Je eno veliko usmiljenje in on točen ve in določene zadeve zelo dobro pozna. Nisem vse zelo pozna. Ja. Kaj si še misliš? Ne, to se strinjam. Ne, vse si mi odgovoril, pa sem tudi pričakoval to. Lahko sam razložiš vstopnica za nebesa kot krst? Ja. Si rekel, kaj to pomeni vstopnica? A ne, krščen pomeni ni kot neko članstvo ali neka izkaznica, velo društvo. Pri krstu postanemo novi ljudje. Ko jaz imam krst, vedno razlagam staršem, da so prinesli otroka k novemu rojstvu. Ko se rodimo, nas mati rojeva, pri krstu nas pa Bog rojeva. In takrat postanejo Božji otroci. V moči krsta pravzaprav jaz kot duhovnik lahko rečem, dragi bratje in sestre. In v moči krsta, pri krstu postanem Božji otrok in kot krščenc lahko rečem in kličem Boga za svojega očeta. Pri krstu oblečem tisto belo oblačilo, ki je oblačilo Kristusa in nosim njegovo luč. Samo sin, pravi Sveto pismo, lahko pride v nebesa. Z mojim sinovskim odnosom do Boga očeta lahko pridem v nebesa. Zato tukaj izhajamo iz tega, da je krst tisti, ki nas pravzaprav pripelje do Boga. Nihče ne more priti v nebesa, razen sina. Oziroma, nihče ne more priti v nebesa, razen sinovskim odnosom do Boga očeta. A je odnos pomembna stvar, a je ta krst predpogoj, predispozicija za to? Ker ne vem, koliko pomembnosti daješ na krst, ne? Ker zdaj bi se navezal na... Krst je najpomembnejši sakrament in je pogoj. Najprej se moraš roditi. Okay. Se pravi, če nisem krščen, bom teže prišel v nebesa ali pa ne bom prišel v nebesa. Pravzaprav vera in nauk cerkve pravi, da nekrščen ne pride v nebesa, ampak
milost Božja je najbolj potrebna. Tako da in tudi iz tega izhajamo. Ja. Prej si zelo dobro rekel glede svobode, da je to naša, kako bi rekel, svobodno voljo imamo, ne? To nam je Bog dal. To je tista naša bogopodobnost, ki je Bog človeka ustvaril po Božji podobi. Razlagajo teologi, da je to pravzaprav povezano s tem, da smo svobodni, ker je ljubezen vedno v svobodi. Svobodi, kaj pa svobodna volja? Tudi je, seveda. Jaz se lahko odločim A ali B. Ja. Kaj pa recimo, če se navežem naprej, ko sva se pogovarjali o krstu, jaz najbolj se boš strinjal z mano, da če sem jaz Indic, pa se rodim pač v Indiji in sem hindujc in nisem krščan, ni bila moja svobodna volja, da ne postanem sin Božji, a ne? Tako kot moja svobodna volja ni bila, ker so me krstili ko sem bil dojenček. Kako to dava skupaj? Ne? Ker tukaj jaz vidim ogromno enih stvari, ki niso posledica moje svobodne volje, tako kot sem zdaj sestavljen. Lahko rečeva, da prej, da smo si nekaj izbrali, pa ne, ljudje verjamejo. To ne vem, ne? Ampak zdaj trenutno jaz ne verjamem, da imam svobodno voljo sploh. Ne? Vse, v bistvu, kar se dogaja v mojem življenju, je posledica, lahko rečemo, Božjega tudi, ne? Lahko rečemo vesolje, lahko rečemo Bog, lahko rečemo karkoli, ne? In jaz to opažam, da je vse posledica tega kaosa oziroma reda istočasno. Vsaka moja akcija, vsak moj greh, vsaka moja dobro delo, to, da sem krščen, to, da nisem krščen, to, da verjamem, to, da ne verjamem, ne? Trenutno verjamem, da ni posledica moje svobodne volje to, ne? Pa me zanima, kaj ti misliš? Potem, če sem zdaj prav razumel, je to pol sklep neke usode, ki te je pol vse skupaj to peljala v to. Lahko tako rečeva, mislim, odvisno, kakšen človek verjame. Če človek verjame v usodo, pa verjame v Boga, lahko rečemo tako. Če pa človek verjame v materializem čisti, nekateri sigurno, je pa to posledica kaosa v vesolju. Ampak v obeh primerih nimam svobodne volje. Ja. Ali mi jo je Bog odredil moje življenje, kako bo potekalo? Tako verjamem, če bi se jaz rodil na tvojem mestu, pa imel tvoje izkušnje, pa imel popolnoma enako sestavo atomov in misli, bi jaz se odločil za duhovniški red. To verjamem. Ni nujno. Ampak iste misli bi mogle biti, ne? Nič ne bi smelo biti drugače. Ne vem, ni nujno. Ni nujno, ampak tako malo... Ja, razumem. Jaz mislim, da ni to kar pogojeno z neki udedzade in tako naprej, ker je, sploh kar se tiče tukaj glede vere, jaz sem mogel 5krat pisati prošnjo za to, da sem lahko duhovnik. A ne, tudi na škofiji so to jasno zahtevali, sam moraš pisati lastnoročno, da ne boš daj rekel, da je to nekdo, kako te not upelil. Zakaj pa si 5krat napisal? Mislim, 5 korakov je, da sploh tudi do tega prideš. Imel si željo? Ja, osebno željo. Iz kje pa ta želja izhajala? Zakaj jaz te želje nimam? No, ne vem, različni smo si, v sebi sem čutil nek mir, ko sem se za to odločil. Na začetku pravzaprav niti nisem vedel, kaj se spravljam. Se tako ponavad pri sebi. Ampak pač nekaj me v to vlekel, meni to pelal. Vsekakor, mislim, vlekel. A si se odločil, da te bo vlekel? Preden te je vlekel? Ne, ampak sem bil pa res miren. A vidiš, kaj hočem zagrabiti, ne? Ja. Vleklo me je, ampak potem takem bi se ti mogel prej odločiti, da te bo vleklo. Ja, zastopam, ampak se ne odločimo. Nas samo vleče. Vleče nas v to, vleče nas v to, vleče nas v greh. Lahko bi pa vseeno rekel, da bom... Ampak te je toliko vleklo, verjetno, da res. Da nisi mogel tega reči. Nisem razmišljal. Ker jaz res verjamem, da bi izbral tvojo pot, če bi bil na tvojem mestu. Zato spoštujem vse. Tako bi bilo, ja. Verjamem, ker vidim, da si srečen in meni to najbolj pomeni. In iz tega izhaja, če rečeva, da nima noben svobodne volje, ne morem obsojati nikogar. Ne, to pa ne. Ne morem nikogar. Tukaj pa nisem na strani sodbe, zato je tudi zelo težko rečem.
kdo je za opeko, kdo ni za opeko. In jaz ne morem. Strinjam. In zato jaz tudi ne morem, ker si že na začetku postavil vprašanje, kaj s tistim Indicem. Ja. On živi v tistih kulturi in Tako. je normalno, da bo tako živel. In meni je to zelo po, zdaj v teh dneh beremo Jezus dobri pastiri, mi ovce. In zelo večkrat sem že razlagal. Ne ovca v smislu, vsi enak razmišljamo, vsi enak delamo, vsi enak živimo, vsi se enako. Ne. Ovca samo zato, da smo kot občestvo skupaj, ampak vsak v svoji različnosti. Ja. Včasih sem dal za primer, imamo nizozemska polja tulipanov, ki je pač vse rdeče, vse rumene, vse pač različne barve. Pa imamo pa eno veliko planino, en kupenih različnega cvetja, ki pa divje, pa hkrati tako pestro, pa tako lepo. In je ta nizozemski vzor vseh nasadov prav dolg čas v primerjavi z vsemi temi pestrostjo. Pa hkrati so vsi na istem travniku, pa vsi na istem kraju, tako, ampak skrb živi en z drugim. Mislim, da je to. Ja. Ne gre doma boljš, kdo je slabš. Jaz mislim, da tukaj nazadnje le šteje, koliko ljubezni kdo nekoga vloži. Se strinjam. Koliko si človek bližnjemu, ker je mislim, da samo to na koncu pomembno. In kako znašti drug z drugim živeti. Pa imamo tukaj živ dokaz ogromnih svetnikov. Pa je to sveti papež Janez 23, ki je bil v Turčiji, se mi zdi, da je bil nunci, in kako je s tistimi ljudmi, ki jih je bilo samo malo kristjanov, pa ogromno jih je bilo, zelo malo kristjanov, pa ogromno jih je bilo muslimanov, kako je z njimi živel lepo. En z drugim, da so mu v Rimu prvo čuden gledali. Ali pa mati Terezija, ki je šla v Kalkuto, ne zato, da bo tam Indice spreobračala, ampak da jih je učila. Ja. In da jim je pomagala. Se obstaja en zelo dober film, mislim, da je bil letos, ki sem malo tako zasedil. Ona je tam šla otroke učiti, ni šla. Tudi moj namen, ja, se oznanjam, govorim, dajem odgovor, zakaj tako živim, ampak najprej skušam pravzaprav biti človek kot človek. Ni moja dispozicija, jaz sem župnik, spoštujte me, ampak jaz sem klele med vami prišel, da z vami živim, z vami soustvarjam in z vami nekako oblikujem. Je to čisto pol druga logika. Tako so delali tudi misionari, tisti ta pravi, so prišli v nek kraj, z ljudmi živeli, z ljudmi delali in preko dela, ko so se razvijali pogovori in zakaj pa ti tako živiš, za to in tako naprej. In so se zelo hitro pogovarjali, kot so bila midva na začetku, Marsovci in zakaj in kako. In zopet preko odnosa, ker vera v Jezusa Kristusa, krščanstvo, sveda je zadnji en velik nauk, ki je ratal v glavah in v srcih zelo velikih ljudi, žen in možev, žensk in moških. A po drugi strani vsa ta zadeva raste šele, ko ti z nekom gradiš eno pot. To je, ni nek mehanizem, ampak je veliko več. Ja, jaz se čisto strinjam, ker sem te šel spraševati glede specifičnih stvari, krsta pa to, ampak to so mogoče ene izmed stvari, ki so pomembne, da se vprašamo, a so potrebne še vedno, ali pa bom tako rekel, recimo, kaj imam eno vprašanje, a je dovolj, čakaj, da vidim, ali je dovolj, da si dober človek, ki je srečen in pomaga drugim po svojih najboljših močeh? Zakaj je vera v Boga potrebna za tega človeka? Tako je, zakramenti, ki jih imamo v cerkvi, so bistveni del našega krščanskega življenja. Zdaj, tako se si zelo cerkveno povedal, ampak tako je. Tako je. Kaj so zakramenti? Zakramenti je pravzaprav dotik Boga tebe osebno. Zakrament ni, seveda je lep obred, ampak gre za dotik Boga preko zakramentov, Bog vstopa v naše življenje. A ti lahko, se pravi, mi včasih primerjamo, recimo konkretno sveto mašo, prejemanje Jezusa Kristusa kot hrano. In če ti to poslušaš, in se pravi, uživaš Boga, ga poslušaš v Božji besedi, postaješ nekak del tega,
In se z njim pogovarjaš in ga pravzaprav odkrivaš tudi preko tega in ti daje neko moč in še toliko dodatno spodbudo, da živiš njega. Jaz vem, da poznam ogromno ljudi, ki niso krščeni, ki niso verni, ali pa so krščeni, pa so pa to opustili, pa so zelo dobri ljudje s krasnim srcem, a ne? Delajo vse, včasih 1000krat boljš, kakšen, ki nekdo, ki vsak dan prmaš. A ne? Jaz včasih rečem zagovor tem, ki so vsak dan prmaš, pa so včasih niso preveč, ko bi rekel, po merilih človeka dobri, a ne? Boh je kaši bi šele bili, če ne vhodila, ne? Aha, ja, to je pa res, ja. Ampak, itak smo vsi povabljeni, da delamo dobra dela, ampak prejemanje zakramentov je pa to, da si pravzaprav z Bogom. In če, ne vem, so včasih v učencem pravim, Boga spoznaš, prijatelj spoznaš, če se z njim pogovarjaš. Boga spoznaš, če pa z njim moliš in ga prejemaš v srce. Nazadnje pa tukaj je še vidik občestva, ki je zelo pomemben. Samo občestvo, ker mi nismo rojeni za biti sam. V krščanstvu nekega individualizma ni, ne bi bilo, no. Tudi so, ampak ne bi bilo. Ampak smo res kot neka skupnost, ne? In zato rečemo tudi, da je družina osnovna celica, kjer se ta skupnost prav začne razvijati in raste in tako naprej. Tako da zakramenti in vse te, kar imamo v cerkvi, je pravzaprav nujno, da to živiš in opuščen zakramentov, takrat bo tudi tvoja vera počasi hlapela. In boš recimo kmalu zelo hiter, samo na osnovi neke ideje, zelo hiter boš pač dal krščanstvo samo na to, da krščanstvo je veliko več kot samo dober biti. A ne? Krščanstvo je veliko več kot samo, da si prijazen in da ogovoriš človeka in da se nasmehneš. Krščanstvo je veliko več. Ni samo to. To je del tega. Rekel si nekaj, kar sem te itak hotel vprašati. Hotel sem te vprašati, a je nujno, a so nujni zakramenti in si rekel, da so nujni. Ja. Ne. Mislim, nujni, to je zastonski dar Boga Očeta in ni nekaj, kar moraš nujno hoditi k maši, ampak ne bi se od kristjana pričakovali, da z veseljem greh k maši. Od kristjana ja, ampak recimo govoriva zdaj na splošno od človeka, ki živi na tej zemlji. Imamo različna verovanja, različne filozofije, različne nauke, različne mite, različne vse stvari. A je nujno krščanske zakramente po tvojem vidiku za človeka, ki sem ga opisal, ki živi na zemlji, da se približa Bogu? Ali je možno se približati Bogu zdaj? Ja. Ali pa, ko sprehajamo psa? Jaz sem prepričan, da je Bog tudi zdaj med nama. Jaz sem prepričan, da mnogi resno mislijo, ko rečejo, ko sem jaz v gorah in ko hodim, imam občutek, da sem Bogu bližje. Jaz jim verjamem in vem, da tukaj iskreno mislijo in vem, da tako je. Zato, ker ne nazadnje si del stvarstva, tako, in ki je vse tako lepo in takrat tudi vidiš, koliko je človek majhen napram vsemu, a ne. Seveda, Boga lahko odkrivaš vse povsod. Boga lahko spoznaš v prijatelju, v rožah, ne, tako res, če imaš oči. Sakrament je pa oseben dotik Boga. Je nekaj intimnega. Vidiš povsod. Ne, je nekaj intimnega. Bog nam je sakramente dal, in po njih živimo. Samo v Evharistiji jaz lahko Boga prejmem kot njegovo meso. Samo pri svetem krstu krst mi le odpre neko, mislim, ne odpre, ampak postanem pri krstu neka nova oseba. Duhovniški poklic je tudi sakrament. In čeprav se na zunaj ni nič pri meni spremenil, ko sem postal duhovnik, avtomatsko čutim in vem, da sem duhovnik. In tega ne morem skriti, ne morem zatajiti. Pa če se še tako oblečem, da jaz sem duhovnik, ne morem tega zanikati. Te tako nekako zaznamuje. To bi lahko podobno rekel, vse ti
kamorkoli po svetu greš, lahko misliš na punco in sta s punco povezani in se imata rada in se vsak dan pišeta in tako naprej. In se lahko tudi v času korone in tako tudi, ko greš v svet, gledata po telefonu in se pogovarjata in imata najbolj možen iskren odnos. Ampak, ko pa pride skup, pa ko se pa objameta, ko se poljubta, to je pa sakrament. A ne, to je tisto v odnosu do Boga. Razumem, ok. A ne, sakrament je dotik, takrat prav vstopi. Ko si pri spovedi, mi se lahko zelo več čas pogovarjamo o Bogu, ampak samo pri spovedi, ko boš povedal svoje stvari pred duhovnikom, takrat te Bog posluša prav v sakramentu spovedi in takrat ti Bog reče, odpuščeni so ti grihi. Čeprav si šeš duhovnika, ne? Če sem pa sam na gori, pa se pokesam, pa prošim odpuščanja, ni enako. Ni isto. Okay. Ker moraš nujno nekomu tako povedati, kot duhovniška oseba. Kaj pa če svojemu prijatelju povem? Ker ni duhovnik in v moči duhovništva jaz lahko dam odvezo. Oprosti, ker te tako navrtam. Se pravi, vsi sem ti si eden izmed redkih, kjer bi to jaz upal delati od duhovnikov. No me veseli. Tako da jaz mislim, da to so vprašanja, ki jih imajo ljudje, ne? In je konstantno, zakaj. In čakajo odgovor, ne? Ker prej, ki si rekel, Bog nam je dal sakramente. Hočem ti opisati, kako jaz vidim, da nam je Bog dal vse. Vsak atom, ne? In če delamo sodbo tega, tukaj se to lahko zgodi, tukaj se ne zgodi, smo mal v tem sojenju. Nekaj je dobro, in nekaj je božje, nekaj ni božje, ne? In tukaj, jaz sem se veliko časa ciklu, pa verjetno se bom ciklu do konca življenja v temu, ne? V tej dualnosti. To mi je všeč, to mi ni všeč. To je lepo, ta roža je lepa, ta je manj lepa, ne? Ko jaz probam to izničiti, pa videti, da je vse sveto, ne ta oltar v cerkvi, ne ta sakrament, vsaka stvar sveta, ne? Takrat jaz čutim tisto, k čemu bi jaz rekel, ne? Nekaj večjega, ne? Da cenim vsak atomček, ki se dogaja, vsako sekundico, ki se dogaja, ne? To je siguren. In to tudi spada sveda zraven. Je pa res, da tudi atomi so si med seboj različni, tudi ljudje so si med seboj različni in tudi stvarstvo je med sabo različno. Roža ni enako kot drevo. Sakramenti, to je kot, se pravim, to je kot Jezus. Pravzaprav je Jezus. A ne, in sakrament ni en Marko tam, ampak je Jezus, ne? In zato je to, ne gre za dualnost, ne gre za ločevanje, gre za en red, pa gre za neko danost. Samo sakrament ti lahko da te zadeve, ki jih pa druga stvar ne more biti, tako kot, ne vem, samo ženska lahko rojeva, moški ne more, tako kot, ne vem, poznamo samo en del zdrave, dobre hrane, čeprav je cela polica ogromno nehrane, a ne tako, zdaj primerjave dajem na to, ampak ne rečeva, ženska je boljša od moškega, zato ker rojeva. Razlikujemo stvari. Trstadjak je rekel, da, to je pač star profesor, da ženske so za ne vem koliko procentov močnejše od moških. Ja, seveda. Moški so pa nekaj drugega, ne? Pač različni smo. Ne pravim, da je ta rastlina tisto drevo. Pravim bolj z vidika vrednotenja tega, kar zaznavaš v svoji zavesti, pa recimo, da rečeva, da je vse božje, se to oba verjameva. Pol se hitro lahko zgodi, nekaj je manj božje, nekaj je bolj božje. Nek kriminalec, ki je morilc, je slabši od tega, ki je, lahko rečeva celo Jezus, ki je popoln človek, ne? Nek popolna figura tega, kako ne bi mi lahko živeli, ne? Tako jaz to vidim, ne? In jaz mislim, da če to delamo, ali pa če pogledamo zgodovino vseh verovanj, ne krščanstva samo, veliko nepotrebnega trpljenja je nastalo zaradi tega ločevanja, ne? Se pravi, mi imamo pravega Boga, ti ga nimaš, mi smo več, vi boste šli pa v pekel,
karkoli to že je, lahko dobesedno so tudi verjeli. To me tudi zanima, kako ti gledaš na pekel pa nebesa. In jaz mislim, da to ni Božje bilo, ne. To ni bilo prav. Tako jaz čutim, ne. Zdaj, če verjamo staro zavezo, je to čist, tako kaj je. Sodba enkrat bo. Ampak ne z strani mene pa tebe. Ne. Ampak to se je dogajalo, to hočem povedati. Ja. To vse in jaz mislim, da ločevanje v tem smislu ni, čeprav vedno smo pa povabljeni, da ločujemo dobro od slabo. A ne, dobro od slabo je pa nujno ločevati. In cerkev je tudi postavljena k temu, ne da moralizira v tem smislu, ampak da pokaže, lejte, to dejanje je slabo, to dejanje pele v smrt, to dejanje ne bo prineslo nekomu sreče. To se ti ne zdi moraliziranje? Gre bez za moraliziranje, lahko tudi ti sem slabem pridihu, ko nekdo skozi... Ne, jaz povem, kaj je moralno, objektivno. Ja. Tukaj je problem. Lahko rečem, za mene je nekaj dobro pa slabo. Jaz tako verjamem in tako živim in s tem, ko jaz kažem, kakšen sem, lahko druge prepričam, on pa živi zelo dobro in to je Jezus delal, ne? Primer je bil. Moraliziranje pa, kot jaz vidim, je pa, da ne ti z dejanji to delaš, ampak z govorjenjem. In za druge. To je pa farizejstvo. To je Jezus pozval kot farizejstvo. Polna usta pa prazne roke. Tako, seveda, to je za obsoditi. Življenje je tisto, jaz se tukaj le večkrat pridgam. To, kar pridgam, to ne tudi živim, ne? In ni vedno ni to zmeraj lahko. Ampak vidim pa, da skušam to, kar preseb tudi preverjati. Nikdar ne bom bolj strog do ljudi, kot do sebe. Vedno moram nekako tako tudi, zato se mogoče bolj usmiljen sodnik, spovednik, ker se do sebe tudi včasih dostakrat popustljiv. Pač iz tega, moraliziranje kot farizejstvo, to sem mislil kot slabo. Cerkev je pa vedno dolžna, oziroma smo pravzaprav dolžni govoriti, kaj je prav, kaj ni prav, kaj se pravzaprav Bog želi, da bi bili mi srečni. In vse te stvari, ki nam jih je dal zato, da bi obvaroval nas pred nesrečo, ker želi, da bi bili srečni, vprašanje, ki ga imamo tukaj, je samo, kdo ima dostop do Boga. Kdo ima dostop do tega, kar Bog reče. Dostop do Boga ima vsak. Vem, ampak kot institucija, kot organizacija, kot religija, lahko rečemo, da Hindujci rečejo, mi imamo dostop do Boga, tisti imajo dostop, vsak ima dostop do Boga, ampak se razlikujejo nauki ali pa kaj Bog reče, da je prav. Jaz se tako lahko predstavljam, vse v svetu je ena visoka gora in vsaka religija, svetovna in tako naprej, ima neko svojo pot do vrha. Naša vera je že zelo shojena pot, precej široka, varna, zanesljiva. To 2000 let že po njej hodimo. Ogromno markacij Svetega pisma, ogromno pomoči je na tej poti, to so zakramenti. In skupaj nekako hodimo proti vrhu in pred nami in z nami gre sam Božji sin, ki nas pelje k očetu. Drugo verstvo ima svojo pot, svoj način, svoje pomoči, svoje oprijeme in tako naprej. Ampak je pa ista gora. Jaz mislim, da je ista gora. Ok, potem se popolnoma strinjava. In to si zelo lepo povedal. Tako lahko tudi določeno zadevo razumemo. In tukaj noter sem skušal razumeti, skušal razložiti pomen zakramentov, skušal razložiti, kako lepo je drug z drugim hoditi, skušal razložiti, zakaj je sin z nami, ker nas pele, ki nas vodi, ker je on pot in resnica. In jaz mislim, da na koncu vsi srečamo na vrhu. In človek že odkar je, se sprašuje, odkot, kam, zakaj, čemu. Zdaj, povsod išče odgovore, nekateri jih dajo po nekem navdihu, nekateri se v tem najdejo, nekateri se v tem ne najdejo.
tukaj je pa ta svobodna volja. Ne? In tudi moj namen ni nikoli prepričvati v nekaj, ampak želim biti pričevalec. In včasih to bolj, včasih slabš, ampak skušam pričevati, predvsem pa življenjem. Tukaj je prevečkrat razkorak med besedo in življenjem. To je treba nekako čim bolj usporedno peljati, tako kot vlak mora nujno imeti usporedno tirnice, sicer v istiri. Ja, dostikrat sem slišal to, da probaš ne govoriti, kaj delaš, ampak da delaš in potem govoriš. Bolje imeti v srcu kot na ustnicah, oziroma bolje ne govoriti, da si kristjan, pa da to si, kakor govoriš, da si kristjan in to nisi. Super, ja. To mislim, da je že en svetnik rekel Ignacij, Antiohijski, ne vem. Se tukaj v takih naukih se mi zdi, da se stvari združujejo iz ostalih ver, ker so zelo bolj odprte. Ne? So določene zadeve, seveda se vedno je treba iskati pri drugih filozofijah, verstvih skupne točke, ki jih imamo, a ne, siguren. Čeprav mislim, da v bistvenih zadevah se zelo ločujemo, ali pa smo si zelo različni. Pa ne samo v strukturi delovanja, ampak v samem nauku. Tukaj je, ne moramo kar reči vse isto ali pa vse enako. Ne moramo. Ne, to ne moramo. Mislim, da to tudi ne bi bilo fair, ne do enih, ne do drugih, da se jasno ve, pač točen se ve za ime in način in kaj je smisel nekega bivanja, ampak to še vedno ni ovira, da se ne bi smel skrb živeti. Ne sme biti. To bi zelo težko shajalo, če ne bi mogli skupaj živeti. Ja, včasih se to dogaja. Imamo pač še danes se tudi vse sorte dogaja. Ja, lahko se našim prednikom zahvalimo za to, da so oni to dali čez, da smo se mi nekaj naučili. Jaz mislim, da vsak mora biti zelo ponosen na tem, kar je. Nekdo, ki se zaveda svojih korenin, nekdo, ki se zaveda svoje identitete, nekdo, ki je trdno prepričan o tem, kar je, ta človek se ne boji. In če se ne bojiš, potem se lahko z vsakim ustvarja. Mislim, da je največji problem nekih razhajanj, rasizma in tako naprej, nek strah, ki ni utemeljen, nek strah pred nepoznavanjem, nek strah pred čudnim in potem je to tako, kot je. Strah, da bo močnejši ali pa ne vem karkoli. Strah tukaj čim bolj stran. Moraš pa biti ponosen na to, kar si. In moraš svoje tudi zagovarjati, ampak ne z napadom, ampak tako preseb. In jaz sem se zmeraj pogovarjal o veri. Na Aškoči gimnaziji smo bili vse sorte. In mi je bilo lepo. V enem obdobju je sošolc nosil baklavo, v drugem obdobju je nosil potico in vsi so se zmeraj lepo imeli. Ampak meni on spremenil, nisem jaz njega, ampak smo drug z drugim bili in prijatelji. In tebi to uspeva, se mi zdi. Zdaj tudi, ko se pogovarjava, si malo bolj liberalen v teh pogledih. Ne gre glih za liberalnost. Ne vem, bolj gre za spoštovanje bližnjega. Če sebe spoštuješ, potem tudi bližnjega spoštuješ. Nekoga vzeti takšnega, kot si. Se pravzaprav si vsi želimo, da bi bili sprejeti takšni, kot smo. Bolj gre za to, no. Gre za neko osnovno spoštovanje. Ne gre to, gre za človečnost, no, pravzaprav, da si nekomu človek. A je, ko se navezujem na to, verjetno bo to najbolj tako pikro vprašanje, a je homoseksualnost greh? Tukaj je najbolj tak vprašanje, jaz mislim, da to ni kar greh. Okay. Ja. To ni, mislim, mnogi homoseksualci niso nič naredili, da so to, kar so. Ok, zdaj so spet pri svobodni volji, ne? Ja, ampak mislim,
Nekomu so privlačen isti spol. Ja. In ni se odločil pred tem, da mu bo privlačen ta isti spol. Tako jaz gledam. Ne? Ampak, a se je? Jaz mislim, da se ni. Ja, no, nekaj ga v to vleče, nekaj ga v to privlači. Tako, in ni se odločil, da ga vleče. In kva naj mu zdaj naredim? Se strinjam. A bi pred 200 leti isto odgovoril? Mislim, da ja. Bi? Mislim, da ja, ne vem. Jaz se takrat nisem nič o tem tako sprašoval, jaz sem tam s kmetov, jaz sem vedel sam zato, da smo... No, ampak če bi bil duhovnik, pa to je malo bolj javno, pa bi te jaz to vprašal, te ne bi bilo strah reči, da ni greh. Mislim, da ne. Ne, mislim, da ne. A misliš, da bi šel proti glavni mnenju v cerkvi? Cerkev ni nikoli bila proti homoseksualcem. V tem smislu ne. Cerkev ki je bil tale družinski zakonik, se je tako mečkano poizpajal, da mi namaramo teh ljudi karkoli. Mi smo samo zagovarjali, da pač družina je se pravi moški, ženski, otrok, a ne? To je druga debata. In to ne more biti kar isto, a ne? To smo mi zagovarjali. Ampak to ne pomeni, da mi zdaj teh ljudi namaramo. To, da včasih tako nas res narobe razumejo. Jaz nisem nikjer zasedil v nauku cerkve, da jih mi teh ljudi pa namaramo. Kaj pa v Stari zavezi, ki je pač homoseksualnost označena kot greh? Sam to nisem toliko zasedil. Nisi zasledil tega? Ne. Res ne. Tega pa res dela nisem prepričan. V Stari zavezi je kazen za homoseksualnost kamenjanje. A ja? Ja. Nisem tega videl, res ne. Ja, bom pogledal točno, ti bom poslal točno iz katere knjige. Jaz sem takole večinoma, ko sem se srečeval, pa tako, ko so mi kakšni isto spolni, se pravi pari, pa tako, ko so mi pisali, jaz sem zmeraj rekel, da se veste, kaj je greh, kaj ni greh. Dejanje so pravzaprav tista, ki nas pravzaprav večkrat omažajo. Ampak vsakič sem zmeraj rekel, da najprej sebe sprejmi. Se mi zdi, da problem pri homoseksualcih je to, da ne sprejmejo sebe v tem smislu, v čemer so. Pa družba tudi deluje na tak način, kot deluje, ampak njega, ki lahko spreminjaš, si sam ga sebe. Družbe ne moreš kar spremeniti. Ampak če pa sebe sprejmeš, si pa že ogromno naredil. Ja, tukaj se mora začeti, ne? Ja. In isto velja tudi, ne moramo kar nekoga spreminjati, pa ne moramo kar nekoga mu drugačno mišljenje dati. Nad edino osebo, ki imaš ti v oblasti, je pravzaprav sam. Do samega sebe. Zdaj, a je homoseksualnost greh ali ni greh, jaz ne vem, jaz to nisem nikjer zasedil. Živi pošteno, pa delaj dobro, a ne? Ne vem, nisem nikoli... Je to pogosto vprašanje, ki ga dobim. Pa včasih od njemu kaj sprašujem, včasih ne, ampak da bi pa prav belu si glavo glede tega. Sej ni mi bilo toliko všeč to vprašati, ampak to je najbolj tako kontroverzno vprašanje. Ni bil moj namen, da tebe dajem tukaj. Ne. Sam res me zanima, ne, kako ti pri sebi osebno te stvari sortiraš, ne. Ker stvari se dogajajo, svet gre v določeno smer, potem imamo tukaj odzadnji institucijo, ki ima določena pravila, ne, in sem sam želel to malo Jaz drugače glede tega niti ne sekiram. Ker veste, tako je, stvari, ki so znotraj življenja, bodo itak vedno obstale. Stvari, ki so na poti neke smrti, pa nekaj tako, bo pa itak se izničilo. Čas ima neskončno razsežnost. En košček sem tukaj na tem svetu, kratek čas bom verjeten, če primerjam iz 1000 let, to, kar človek živi, se skapneč. Živeti moraš, preživeti moraš in stvariš in delaš znotraj tistega, kar si in kar lahko. Pa itak čas pokaže svojo pot oziroma tisto, kar obstane in kar ne obstane. Jaz mislim, da stvari, ki so znotraj življenja, bodo vedno obstale in bo vedno šlo to naprej.
tisto pa se pozabi neki. To je že Gamaliel rekel, ko so preganjali kristjane v začetku, kmalu po Jezusovem ne bo hodil, je rekel, zdaj, če je to od Boga, bo obstalo, če ni od Boga, ne bo obstalo. In se mi zdi, stremi k dobremu. Ja, se mi zdi, da tudi v zgodovini, kar je bilo dobrega, je obstalo, kar je bilo slabega, je šlo pa pozabo. In pri vseh teh stvarih je tako. Pa čas svoje pokaže. Ja, sej tukaj je zelo zanimivo, ker a bi se strinjal z mano, da ima krščanstvo, vsaj tako statistično, da je v neki krizi glede novih vernikov, glede izgubljanja vernikov. Pa celo jaz bi argumentiral, da niti ni tako stara vera, ne? Ker 2000 let... Ja, krščanstvo je vedno bolj sveže. Krščanstvo nima nekega upadanja v tem smislu in krščanstvo bo vedno aktualno. Mogoče ne trenutno v Evropi, ampak drugod po svetu pa zelo. In vidiš svetlo prihodnost. Ja, seveda. Okay, ne, za krščanstvo, mislim, ne na splošno. Na splošno za Rimokatoliško cerkev. Cerkev bo vedno obstala. Cerkev je ena ogromna ladja, ki bo vedno še naprej. Bo se soočala s takšnimi drugačnimi težavami in tako naprej, se čisti in puca in se kristalizira vsem mogočem. Ampak nauk Jezusa Kristusa bo vedno obstal in cerkev bo vedno obstala. In to sploh ni vprašanje. Ne bo to, kar... Se bojo pa mogoče še strukture zrušile, kar pa ni nujno slabo. To ni noben problem, ampak jedro, evharistija, sveta maša, občestvo, cerkev kot taka, kot Jezusova nevesta, bo pa vedno obstala. Še 5000 let, 10 000 let. Ja, kar bo Nimaš dvoma? Nimam dvoma. Nimaš dvoma, jaz sem kar tako mal... Nimam dvoma in kristjani smo čuden narod, če tako rečem, ker bolj, ko se nas tolče, več nas je. In tudi zato imamo toliko mučencev in tako naprej. Nismo pogojeni s svetom, veselimo se tistega, kar bo po tem svetu. In tako, jaz mislim, da nimam dvoma glede tega. Niti ni cerkev v naših rokah. Res je, ja. Cerkev je Božja ustanova, Jezus je ustanovil. Imamo pač tudi predstavnike cerkve, vidne, manj vidne in tako naprej. Tudi jaz sem eden izmed teh. Smo grešni, trudimo se na svoj način. Če kdo ruši cerkev, smo pravzaprav sami sebi, tako da je večkrat žal. Ampak smo pač, Jezus je tudi znotraj cerkve in kar je Božjega, bo vedno obstalo. Super, imamo še nekaj časa, bom glede nebes pa pekla me zanima tvoj vidik, ker rekel si, mi čakamo na kaj bo potem, pa me zanima, a dobesedno verjameš v nebesa v peku ali pa na kakšen način, ker glede geneze si rekel, da metaforično gledaš na to, se pravi Adama pa Eva, ne dobesedno. Ja, to je kot tista simbolika, tako so nam vedno razlagali eksegeti, razlagalci Svetega pisma, da nam prve strani Svetega pisma želijo predstaviti pravzaprav to, da vse iz Boga izhaja in da je on stvarnik vsega in tudi nam pokaže prve strani, kako prišel zlo na svet in zakaj je zlo in tako naprej. Se pravi, pekel, vica, nebesa, že Dante Alighieri tako lepo v tem pisal, je tudi pokazal, kdo je vse kje, ampak dejansko verjamem. V fizični prostor. To je duhovni prostor. Ok, ampak je dejanski prostor, kjer je vroče. To nam je bilo predstavljeno v risankah in tako naprej. Zanima me, kaj si rekel Dante, a ne? To je zelo tak... Ne predstavljam se tako, da si so, da pa ko mora biti sigurno ful vroče in neka lava. Čeprav so iz razodetja tudi še take prispodobe, nimam, da bi bil zdaj neke predstave, tudi večkrat so mi kakšni duhovniki rekli, tako kot se predstavljaš, ko sigurno ne bo. Tako da ne gre pa za to, da bo nebesa je prostor, kjer bomo zliti skupaj z Bogom in potem pravzaprav človek hrepeni.
Že Cankar je rekel, da nekje drugo more biti življenje, ki je mirno, kjer je ki ni nič podobno temu našemu trudnemu življenju, ki je polno hrepenenja in razočaranj in takih stvari, da je nekje tisto polno življenje, ki je en popoln mir, popolna svoboda, ena popolna ljubezen, ki si znotraj Boga, in prostor za tiste, ki se zavestno odločijo, nočem biti z Bogom. Aha, je pa peko. Ja. Biti v peklu pomeni obrniti hrbet Bogu in nočem biti z njim. To je človek, ki dela greh zavestno, ki naredi smrten greh, se pravi, zaveš se, kaj posec, veš, kaj delaš, pa zavestno to narediš. In s temi dejanji pravzaprav ti obrneš hrbet in Bog reče, v redu. Mi je hud, rekel, če se postavim vlogo Boga, mu je težko in trpi zaradi naših grehov, ampak kar nas ima pa tako rad, mu je pa ustvaril poseben prostor, kjer pač Boga ni. Ampak to, kar si rekel... pa je pa še vica, je pa kraj očiščevanja. Se pravi, tam pa duše kar trpijo, zato da se očistijo in da lahko potem pridejo v nebesa. To si zelo lepo povedal za nebesa, kraj miru, ljubezni, povezanosti z Bogom. A misliš, da je to možno doseči oziroma ne doseči, biti v tem življenju? Da je to ni nekaj, kar kasneje obstaja? Zato, ker jaz se precej sklicujem na Jezusove nauke. Mislim, nisem sicer kristjan, ampak Jezus je bil en tak modrec, ali pa, kot sem rekel, popoln človek, je kazal pot. In on je vedno poudaril, nebeško kraljestvo je v vas in je tukaj že zdaj. Ja, je med nami in tako. Med nami. Ja. In jaz to tako razumem, da nebesa so tukaj zdaj, če jih vidiš. Če si v ljubezni, če si povezan z drugimi ljudmi, povezan z Bogom, kakorkoli to lahko razumeš, in dobiš ta občutek tega miru, te blaženosti. In jaz poznam veliko ljudi, ki so opisovali ta občutek blaženosti in jaz celo sem enkrat ali pa dvakrat začutil ta občutek, ki se ga ne da opisati. In zdaj jaz sprašujem se, a je to po smrti ali je nauk bil tukaj zdaj in isto za peko, mislim. Eni ljudje zelo trpijo v tem svetu. Zelo, zelo, zelo. Ne moramo si sploh predstavljati. Pa ne zaradi svoje nesreče, ker so se tako rodili, ampak zaradi svojih dejanj, zaradi svojih mentalnih procesov in so v nekem peklu. In jaz tako vidim, da je oboje že istočasno tukaj. Če slediš Jezusu, njegovim naukom, lahko priješ že zdaj v nebesa. Tako si jaz razlagam. Pa me zanima, kaj ti misliš o tem. Na tem svetu dejstvo je, da se srečujemo s obema pomalem. Lahko in vsak izmed nas nosi tudi nek križ. Na tem svetu popolnosti ni. Tudi na tem svetu jaz ne verjamem, da bi nekdo živel že nebesa. Lahko si srečen človek, bolj se mi zdi, da je na tem svetu stvar sprejemanja. A znaš tudi križ sprejemati in s križem hoditi vesel, ali ti je pa res vsaka stvar tudi težka. Se pravi, na tem svetu ne bomo odkrili. Zdaj, Jezus, to, kar je govoril, nebeško kraljestvo je med vami in tako naprej, gre za kraljestvo služenja, gre za kraljestvo, kjer se pravi, da živiš po Jezusu, da živiš to občestvo, to kraljestvo, ki ga pravzaprav čakamo, ali pa ki ga želimo doseči, je potem po smrti, ki je pravzaprav z Jezusovim trpljenjem in smrtjo in sedenjem postal prehod v to večno življenje. Sam se pa strinjaš, da Jezus nikoli ni tega tako rekel. Po smrti so nebesa. On je rekel, da samo po sinu prideš
k nebeškemu očetu. A ne, se pravi, in odprl nam je raj v nebesa, zdaj čist točen, ne bi znal citirati, je pa to Jezusov nauk. To je čist Jezusov nauk, seveda, ja. To se nismo mi tem zmislili. Ne, vem, da je tudi Judje so, tudi v stari zavezi, verovali v posmrtno življenje in v nebesa. In samo po Jezusu preko tega lahko prideš v nebesa. To je v Svetem pismu in to je nauk iz Jezusovih besed. Tako da, to siguren. Ja, mal je problem, ker je, mislim, da je prvi evangelij bil napisan 40 let po Kristusovi smrti. Ja. Kasnejši so pa še dodali ene stvari, tako kot sva rekla, te Dantejeve peku pa nebesa. Ja, zelo specifično, to je razodetju, to je zelo kasneje. Ne, Dante nima nič povezave s Svetim pismom. Ampak ne, Sveto pismo kot tako je zaključeno, je bilo zelo hitro zaključeno in Sveto pismo imam 100% zagotovilo. Mislim, tako sem glede tega miren, da je to res pravi božji nauk. Res, da so se dogajali prepisi in prevodi in tako naprej, ampak tukaj le tistih razhajanj, ki bi ni. Ni. In tudi cerkev je te zadeve zelo, zelo preštudirala in zelo lepo, natančno. Tukaj gre za res iskren, tukaj v zaupanju Sveto pismo je lahko res 100%. In ni dvoma. Čeprav so se vse sorte tudi pojavile, ne vem, pa Da Vinčeva šifra in tako naprej, ki so malo tako pol, ki še stvari malo v dvom spravile. To tukaj glede Svetega pisma ni dvoma. In Jezusove besede so pač tiste, ki so in so zapisane v Svetem pismu, ki so posle so se jih spomnili in tako naprej. In, mislim, verjameš, da to, kar je napisan, da je Jezus rekel, je res on rekel. To je Božja beseda in to je to. Nimaš dvoma tukaj. Nimam dvoma. Okay. Ja. Kaj pa, recimo, ki si doskrat rekel, metaforično Adam pa Eva, kaj pa, če druge stvari vzemeva? Hoja po vodi, recimo, od Jezusa, a ti to vidiš kot dobesedno se je zgodil, da je on hodil po vodi? Ja. Pa ostajenje tudi me zanima, seveda. Seveda, ostajenje in hoja po vodi in tako. In spreminjanje to so bili čudeži, ki so se dogajali. Se pravi, dobesedno če bi ti takrat živel, bi verjetno to videl Jezusa. Ja. In v to verjamem. Zakaj pa v Adama pa Evo pa ne? Dobesedno. Sveto pismo je le malo širše. Ja. Ne nazadnje tukaj glede Adama pa Eva in stvarjenja. Zdaj so tudi skupine ljudi po svetu, ki trdijo, da je bilo točno tako. Cerkev je tukaj sama rekla, kar se tiče znanosti in spoznanja in tako naprej, kako je to dohaja. Tako da tukaj mislim, ni nobenega razhajanja. Kar se tiče pa Jezusa hoje po vodi, njegovega ustajenja, mislim, če ustajenje ne bi bilo, je pač brez vede, sem jaz duhovnik. Ne, lahko je metaforično ustajenje. Ni tukaj metaforično, tako, ja. Samo vprašam. Ali pa Jezusovih čudežev, tukaj pa pač dejstvo, da je tako bilo. Kaj pa, če ne bi bilo, recimo, zakaj ne bi mogel biti duhovnik? Kaj to vzeme stran od njegovih naukov, če ni ostal dobesedno? Ja, potem je pa naša vera prazna. Aha. Potem pa res prazen. Ker ključ je ravno v tem, da je Jezus premagovalec groba, da je Jezus zmagal smrt, zato da bi mi živeli. Pravzaprav je Jezus šel v to, kar je človeka najbolj strah in nas je osvobodil, se pravi, nas je odrešil, naredil tisto, po čemer pravzaprav hrepenimo, biti odrešen. In če tega ne bi bilo, potem jaz ne vem, kaj bi pridgal pri pogrebih, jaz ne vem, kaj bi potem v moči česa bi potem krščeval, v moči česa bi potem lahko kot duhovnik označil ustajenje ne bi bilo. To je ključnega pomena. Jezus je za nas, iz ljubezni do nas, ker je vršil voljo Boga Očeta, šel v trpljenje, smrt in ustajenje. S tem je on pravzaprav prelisičil samega Satana
ko je mislil Satan, da bo ubil Boga, a hkrati ga je Jezus v smrti okoli prinesel. Točno tako je, in to je naš nauk, in v tem črpamo moč. Je pa še nekaj tukaj, ne gre za tako zgolj idejo, ali pa zgolj, gre za življenje potem. In gre za več kot samo neko, se pravi, filozofijo ali pa neko smer, gre pravzaprav, da iz tega živimo. Zato sem tudi večkrat poudaril, imeti odnos z ostalim zveličenjem, pravzaprav to živeti. Kar je precej razlika kot samo, vidim to in to, tega se zavedam in se hraniš iz tega. Zato je tukaj tudi Evharistija, zato so tukaj sakramenti. Se pravi, če tega ne bi bilo, ti ne bi bil veren. Se pravi, to je pomembno. Veren lahko, ampak bi bilo prazno. Bi bilo prazno. Ja. Se pravi, veren bi bil, ampak bi bila prazna vera. Ne vem, kako bi bilo, po mojem cerkve več ne bi bilo. Aha. Če bi se takrat kar zmislili, potem pa nas ne več bilo. Aha. Potem bi pa res propadli, že zdavnej. Že v prvih preganjenih kristjanov. Če ne bi bilo Jezusovega vstajenja, če bi recimo, ne vem, tako kot so, takrat tudi v Svetem pismu piše, da so ljudje rekli, povejte okoli, da so ga skrili, ali ne vem kaj. Aha, ja. Če bi to res bilo, bi že zdavnej to... Ne, se veliko ljudi ga je videl potem. Danes sploh ne bi potem verjeli, ne bi sploh poznali krščanstva. Ja, zanimivo. Hvala ti, ker si z mano šel v te... Ja, ni problema. A ti je bilo težje se o tem pogovarjati, kot o tematikah, ki se ponavadi pogovarjaš? Ne, mi je bilo v redu, ker se s temi vprašanji tudi veliko srečujem. Upam, da sem dejal v redu odgovore, da sem se približal. No? In midva se strinjava v 99% stvarih. Res to verjamem. Kaj, še zadnje vprašanje, tako, ko spremljaš ta svet, pa ga mogoče z malo drugačnimi očmi gledaš kot tvoji starejši kolegi, ne? A te kaj skrbi, kam gre svet, kaj te veseli glede tega projekta, ki ga imamo kot civilizacija, ne? Tako, mogoče malo, če greva 50 let naprej, kaj te najbolj okupira v mislih? Glede nas, pa načina življenja. Niti ne vem, da bi me neki prav okupirali. Drugače sem glede tega kar dosti miren. Mi ne bi bilo vseeno, če bi se preveč kregali, to mi ne bi bilo vseeno. Ali pa da bi, ne vem, ne bi bilo cool mi, če bi, ne vem, si zanetili neko vojno za brez veze. To mi ne bi bilo všeč. Ja. Tako da zamirite, kar molite. Pa si optimističen glede tega? Ali pesimističen? Mislim, sem optimist. Jaz zelo verjamem tudi v človekovo dobro in delovanje Svetega Duha in verjamem, da tudi Bog vodi zgodovino, tako da sem optimist, seveda, in tako kot sem vedno optimist, da med nami je ogromno dobrega. Mislim, da moraš biti vedno malo umetnik, da iščeš dobro v ljudeh. Tako in nasplošno tudi v svetu, no. Sem optimist in z veseljem tudi živim in z veseljem ustvarjam. In znotraj tega, kar delujem, mi je fajn, no, če tako rečem. Upam pa vedno na najboljše. Ja. Super, jaz bi se ti še enkrat rad izredno zahvalil, ker si bil za, da so šla v te tematike. Upam, da bo tudi gledalcem in poslušalcem všeč. Sigurno jim bilo. Ja. Če ne drugega, je bilo zelo zanimivo. Ne? Da so se dva, ki malo drugače gledava na te stvari ali pa imava drugačne izkušnje, da smo o tem govorila. Pa rad bi se ti zahvalil za vse, kar delaš. Ne? Jaz mislim, da je ne bom se toliko tikal, kaj cerkev dela, ampak da je zelo pomembno za cerkev, pa ta način, ki se ti znaš bolj približati ljudem. Ja, to ti lahko zagotovim. No, hvala. Vem, da to veš. Pa drugače iz vseh nas, ki nismo verni, vsaj v tej veri, da vas imamo radi. No? In enako. Čeprav mislim, da je vsak v nečem veren. Ne, sem rekel v tej specifični nekaj drugega. Tako, zastopam. Tako da, enako, tudi mi vas imamo radi. Čutim to, no? Tako da hvala ti. Ja, hvala z veseljem, Bogu hvala. In hvala za povabilo,
Pa hvala za prijetna vprašanja, ki so mi dale tudi krmo misel. Super, me veseli. Hvala ti. Z veseljem.